Kmalu po objavi neuradnih rezultatov prvega kroga volitev za predsednika republike je bilo jasno, da bo potreben drugi krog. Zakon o volitvah predsednika republike namreč določa, da če noben kandidat ne dobi absolutne večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Po podatkih Državne volilne komisije sta se glede na dosežene rezultate tako v drugi krog uvrstila kandidata SD Borut Pahor in aktualni predsednik Danilo Türk. Potem, ko je Državna volilna komisija nekaj dni po volitvah objavila še rezultate glasovanja po pošti, je lahko sprejela sklep o razpisu ponovnega glasovanja med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Tako se bomo volivci ponovno odpravili na volišča v nedeljo 2. decembra. Trenutni rezultati pa še vedno veljajo za neuradne. Državna volilna komisija bo vrstni red med kandidatoma dokončno ugotovila na podlagi končnega, neuradnega izida glasovanja oziroma, ko bo znan še rezultat glasovanja po pošti iz tujine, kar se bo zgodilo 20. novembra. Takrat bo tudi uradno znan vrstni red kandidatov na glasovnici za drugi krog. Zakon o volitvah predsednika republike določa, da sta na glasovnici kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov pri prvem glasovanju. Približno 10.000 glasov iz tujine na letošnjih volitvah izidov prvega kroga volitev ne morejo spremeniti, zato lahko pričakujemo enak vrstni red, kot je bila uvrstitev v prvem krogu, torej prvi Borut Pahor in drugi Danilo Türk. Do 2. decembra pa nas čaka še nekaj pomembnih datumov, ki si jih velja zapomniti. Vsi tisti volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, so imeli do 16. novembra čas, da Državni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Enaindvajseti november je pomemben dan za oskrbovance domov za starejše in bolnišnic ter za zapornike. Do tega datuma morajo okrajni volilni komisiji sporočiti, da želijo glasovati po pošti. Do 29. novembra pa morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, okrajni volilni komisiji sporočiti, da ne bodo glasovali na volišču za območje, v katerega so vpisani v volilnem imeniku. Prav tako morajo do 29. novembra tisti volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, kjer želijo glasovati, sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, da želijo glasovati na volišču v drugem okraju. Do 30. novembra 2012 morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočiti okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Kot veleva slovenska zakonodaja, pa se mora najkasneje 24 ur pred volitvami zaključiti volilna propaganda in začeti volilni molk. To se bo zgodilo z iztekom petka 30. novembra.
Preostane nam le še najpomembnejši datum, nedelja, 2. december. Drugi krog volitev predsednika Republike Slovenije.